Drage obiskovalke, spoštovani obiskovalci, lepo pozdravljeni v Parku vojaške zgodovine na podmorničarskem vikendu. Lepo vas povabimo tiste, ki ste na volji času in priložnosti, da pristopite bliže. Začenjamo pogovor z našim gostom danes, Branko Česnik, kuhar na ladji Galeb. Izjemno zanimiv pogovor se nam obeta. Obenem pozdravljava tudi gledalce v živo na Facebooku in na YouTubeu. Tako da, Brane, lepo pozdravljam, hvala, ker si. Dobar dan, hvala za vabilo. No, bova morda začela v tistih letih, ko se vrtijo slike zdaj za nami, se pravi, kot mlad fant si mogel iti na tisti grd poziv, bilo treba iti na občino se pomeniti in tam nekako dobiš tisti prvi cilj, ki so ti ga namenili. Kako se spomniš tistih časov, pravzaprav, kako je prišlo do tega, da si šel na šolanje, najprej v Puno, ne? Ja, najprej sem šel na obuko, pač tista 2 meseca. Bil sem poklican, mornarica in dobil sem poziv za v Puno. In šel sem bil sem sprejet v mornariški center na obuko za logistiko, takrat so rekli pozadnje, se pravi smer kuhar. To je bila prav učni center za vse rodove mornarice. V Puli na Muzilu. Na Muzilu v Puli, ne? Kot se spomniš, ne vem, vojaštva, to je bil velik center, ne? To je bilo ogromen center šolski, oziroma pač, jaz mislim, da je bilo v tem se gibalo 3000 do 5000 ljudi vojakov. Se pravi, za ne dve pivki vojakov. To je bilo ogromen center, to je ko en pol otek, še zdaj stojijo tam te zapuščene vojašnice, ogromen center. Tako da iz Pule oziroma iz Kapije do naše stavbe si imamo tudi kar nekaj zahvalja. Recimo, kilometri se bo, še od Kapije. Od Kapije do tvojega uga. Kako je bilo z izhodnim mesta, znaš nekaj ima? Tudi v Puli, tudi. Hodilo se redno, recimo kaj vsako nedeljo, vsako drugo nedeljo. Tu kakšna stvar mi ne več v spominu. Hodilo se redno, samo v Puli po zimi je bilo vse plavo, po leti pa vse belo. Ja, torej vstopil si v to vojaško obveznost. Zdaj, imel si preznanje kuharsko, ne? Ti si bil že praktično narejen, tako? Ja, jaz sem prej že, pač sem delal šolo v Postojnski, oziroma sem se učil v Postojnski jami in kasneje sem tudi pred služenjem vojske sem delal eno dobro leto že prej. Tako da sem imel kar nekaj znanja že. Si imel podlago že z Postojnske jame, ne? Si imel za tega tudi kaj lažje preko izobraževanja delal? Ja, pač najprej smo dali tisto pešadijsko obuko skozi, pač kar je bilo obvezno. Pa smo pa že se začeli usposabljati v kuhinji in so bili prav, je bila šolska kuhinja z več štedilniki, bilo nas je naenkrat recimo 50, ne? Verjetno so tam že videli, da kar znam, tako da dost sem bolj pomagal drugim že tam, ne? Pa je tu recimo treba dost prilagajanja glede na to, da vojaška hrana morda ni čisto enaka kakor tisti hrane v Postojnski jami? Ja, ni bila samo pač osnova ista, te stvari sem znal že prej kuhati, je bilo pa mogoče še bolj enostavno, ker takrat vojska je imela to kuharsko knjigo z recepti in so bile količine že vse notri, tako da ni bilo kaj, če si osnovo, ni bilo kaj dosti več dodati. In dolgo si tudi pač sestavine, kar je pripadalo iz tega si sam važno, da si znal postopiti. Koliko časa je bilo to Muzil, recimo? Ta obuka je bila, ne bi bila, jaz mislim, da blizu 3 mesece, 2 pa pol, skoraj 3, no. S tem, da meni so najprej, so videli, da imam nek preznanje, že so mi najprej obljubili, da bom postal kar inštruktor tam. Mora pa kar naenkrat, recimo, par dni in teden pred obuko, je bil prvič pa ukaz, je bil pa Galeb v Puli, je čakal pred komando, da uvez dol na Jadran.
In so me že teden prej, je prišel kasno, so me preložili na Galepa. Se pravi, če prav razumem, Galep je tudi te naloge upravljal, da je vozil ljudi tam v prekomando po Jadranu. Galep je vozil vsako prekomando, kar se tiče Mornarice, iz Pule po celem Jadranu, do Črne Gore. Kako se spomniš, recimo, tistih prvih trenutkov prej, Postojnska jama, Mozil teren in pol kar naenkrat ladja? Ti je bilo nerodno, ti je bilo težko se prilagoditi ali si... Ne, jaz sem bil že, ko sem bil klican v Mornarico, sem bil zelo zadovoljen, ne vem, nekako, mi je pašal do nekaj, pač v vezi z morjem, sem bil že takrat zadovoljen, pol pa, ko sem zvedel, da grem na Galep, sem bil skoraj navdušen, mi je bilo kar zanimivo. Zanimiva stvar, ne? Nova izkušnja. Je na Galepu delo tudi terajalo nekaj prilagajanja na začetki, ali si bil pravzaprav takoj dan? Skoraj je vržen kar v morje, s tem, da smo imeli, gore bil zaposlen civilni mojster tudi, če se prav spomnim, Ivica Marič iz Splita. Kot civilist? Kot civilni mojster, ja. On je v glavnem vodil to, s tem, da pač nas je usmeril in kontroliral in nadziral vojake. Se pravi, on je vodil kuhinjski del časa? Tako je, civilni mojster, kuhar. Ja, ja. Vodil ladjo Galep? Civilni mojster, ja, kuhar. Zdaj točno takrat povedano ni bilo, sam ne bi tu zadita kar dolga leta kuhal. Tako da lahko rečem, da se od njega nadgradil znanje ogromno. Si bil pripravljen, kar mi je koristilo tudi naprej v življenju. Kako je pa recimo on kot civilist, si prav težko predstavljal, si rekel, da je Splita doma, ne? Ja. Verjetno ne bil od 7 do 3 pa pol domov, ne? Ja, v Spliti je bil. A, v Spliti? Drugač, kadar je bila pa plovba, je bil pa večina je bil zdravo službo. Je bil prisoten. Ja, oziroma recimo organiziral delo, nadziral, pa je šel malo počint, smo sami delali. V glavnem je bil pa prisoten, na plovbah je bil večina zdravo. Tako je. Koliko ljudi vas je bilo tako v kuhinji, v strežbi, ta del intendantski? No, kadar je bila sam redna vojska prisotna, na plovbi recimo, smo bili samo vojaki, kuhari in tudi oficerske kantine smo imeli natakarje, ki so postregli obrok, postregli pijačo, kavo in je bila posebej podoficerska kantina, oziroma... Tu sem te vprašal, kar praviš v množini. Aha, tri posebne kantine. Ja. Vojska si je pa pač po prostorih, so prišli dežurni po obroke, recimo za 12 do 16 ljudi, je dežurni in razdelil v teh prostorih vojaških, vsakni svoje, ne, po enotah. Je bil kdo recimo tako, da je bilo treba za navadno vojsko, razumem, pač skuhaš, postrežeš. Kaj pa tiste situacije, ker Galep vemo, da je bil tudi za državnike, za razne voditelje, je bilo treba takrat kaj posebnega? Ja, zelo je ogromno teh banketov, pogostitev, ogromno. Takrat so prišli pa tudi civil natakarji iz Splita, ki so v teh vojaških ustanovah delali pač, so prišli v pomoč tudi na plovbah, kada so bili. Drugače pa tudi, recimo, ta mojster naš, Ivica, me je nekdvakrat vzel, zdaj točno ne spomnim se, mislim, da je bila jahta Primorka. Me je vzel s sabo, po par dni sva bila na tej jahti, sva stregla, kuhala. Zdaj točno enkrat se mi zdi, zdaj niti spomin, niti nisem vedel jaz, za koga dejansko se kuha. Mislim, da enkrat je bil Stane Dolanc in kolega njegov nemški Genšar. A, Genšar, ja. Se mi zdi, da smo za njih pripravili. Tako, da. So bile kaj posebej, bi rekel, kakšni spomini na te delegacije, da ste bili malo bolj nervozni, bolj živčni? Ja, predvsem šef je bil. Je vedemo pa take izkušnje in vredno, toliko je že dal skozi, da je doskrat kar malo.
nervozen bil, ja. Vsem, da se je tudi kaj takega dogajalo. Če prav razumem, te osnovne naloge galeba so potekale seveda normalno po Jadranu, ampak se je šlo pa tudi ven, ne? Ja, Globlje v Sredozemlje. šlo se je vsako poletje, se je šlo, so rekli, školska krstarenja, ta križarjenja. Pač naložilo se je v Splitu te pitomce iz Vojaške akademije, Vojaške, se jih je naložilo, to je bilo še z eno posadko V dodatno. Splitu drugače baza v Lori, ne? Lora, vojaška baza Lora. No, te pitomce se je naložilo, najprej se je to križarjenje potekalo 14 dni po Jadranu, potem se je šlo pa vsako leto tudi v tujino, takrat, ko sem bil jaz, smo šli tukaj mimo skozi Mesinski priliv, mimo Korzike v Toulon, v Franciji. Govora je bilo tudi, da bomo šli v Alžir, skozi Sredozemlje, ampak to se ni realiziralo, ne vem zakaj. Smo bili pa v Touloni, smo bili mislim, da 6 dni. Pravi prav obisk Francije pa. Prijateljska poseta, ne vem, ko se že rekel. Tam si omenil enkrat, da so bile tudi malo večje ladje. Ja, tam poleg teh francoskih je bila kar velika, ogromna vojaška luka, no. Je bilo tudi ameriških. Se mi zdi, da je bila 6. flota, del 6. flote. Da je bila tam, tudi smo prišli, smo gledali v luft, smo prišli na ves. Pa se morda tle svališ blizi naših kolegov podmorničarjev. Se spomniš kakšnega stika s podmorničarji, s podmornicami? Ste jih kdaj opazili z galeba, s podmorno bližini? V Lori so bile vezane, nasproti galeba so bile redno vezane, ne? Tu smo, pač, kadar so izpravile, so šle mimo nas. Tu se spomnim toliko, kar se podmornic tiče. Mi imamo pa en spomin, kar zanimiv, tega na nikdar pozabili. Smo pač eno popoldne, ko smo bili na pomoli vezani v Splitu, nekaj se je dogajalo. Enemir se je videl, da nekaj je, nekaj se dogaja. No in kar naenkrat pa prevre ven ena ogromna podmornica. V Spliti. V sredi luke. Ogromna, ni bila naša, ne. Kukar smo tu, pač se veš, vojna tajna, ne, tu smo zvedeli, da pa je, da so Libijci, je bila libijska. Libijsko. Ja, zdaj ne vem, ali je... Je bila na obiski ali... Ne vem, zakaj je prišel v Split, vem pa, da ali je prišla z remonta, ali ne bi šla v Črnogorju, kaj je v Tiva, ja. Toliko sem zvedel, no. Je bilo pa tudi zelo zanimivo, ker je bila čez pol tiste luke, se razsteli. Ogromno. No, pa tu se spomnim tudi, da so pač ti fantje prišli ven, tega nam nikdar pozabil, umazani, kakor so bili že polč črna, zalisani, umazani, res se mi zdaj prav grozno, no. Vem, da so se prišli malo preluftati, imeli so vsake eno kastrolo ali tako umazano, so prinesli obrok s sabo ven, malo na zrak, da so pojeli na zrak. Ta podmornica, pol eno popoldne je bila tam, pol menda čez noč, čez 5 krstini. Zaronila nazaj. Mislim, to mi je bilo zelo zanimivo. Pa si imel, Brane, recimo, zdaj težko reči, da ste imeli službo od 7 do 3 na galebi, tu je okoli 24 ur, ampak kako je izgledal gledalni dan, recimo? Je bilo tu enkrat dnevni šik, drugič noči, ali je bilo kakšno dežurstvo? Recimo, kadar se ni šlo v mestu, jaz sem bil v glavnem največ v beli obleki kuharski, razen zjutraj. Zjutraj telovadba, če nis bil dežuren kuhar, obvezno telovadba. Tako, 5 zjutraj telovadba na pomolu, da smo se malo pretelali. Vse je potekalo, pol pa pač vsak na svoj, kaj so, odredi so se, vojni odred, vsak po svojih nalogah, mi smo šli v kuhno pač, skuhati kosilo, po kosilu, ko se je razdelilo, ko se je očistilo,
se je šlo počiniti, tako smo šli počivati, pač 2 uri. In v 3 tisti, ki je mogel še večerjo pripravljati, je šel pripravljati naprej večer. Za večerjo je bil potrebno meni ljudi. Ja, manj. Tako da eni smo imeli, rekel, več malo počitka, če si pa mogel delati, pa delati. Ja, če so bile kakšne vežbe, akcije, kaj tazga je bilo treba, pa tudi je bilo pa po noči. Tudi. No, recimo po noči se spomnim na temi križarjenji, so bili ti pitonci, ne, iz Vojaške akademije, so bili tudi tujci. Neuvrščeni takrat, mislim, da so bili iz Libije in iz Alžirije. In vem, da lih takrat je bil ta Ramadan so imeli post, pač, in smo mogli kuhari tudi po noči delati in peč. Ker oni ne smejo. Ker oni niso, ja. Vem, da eni niti vode niso bili. So pol po noči smo mogli pa vse sort in kuhati in pripravljati. In kukor se spomnim, so bili kar zahtevni, dva siti kuji, no. Ja, res. Ja, zdaj Halep se obnavlja oziroma je obnovljen in čaka v reki. Si morda uspel ga že kaj pogledati? Sem na Pomol sem šel, itak gremo večkrat kaj v reko. No, zdaj, ko sem zvedel, da je vezan še temu Pomolu, sem šel pogledati. Zdaj dostopa še ni noter. Še ni, ja. To mi je pa velika želja, da pogledati. Bomo šli, ne? Veš, kaj bi morda še pokomentirala malo fotografije, ki se vrtijo tukaj za nama in pred nama. Lahko kar ustavamo, ne, tako. Kaj je tukaj na sliki, recimo? Zdaj točno, kjer je prostor. Je v glavnem Halep, ne? Ja. Zdaj, če so tako postavili, mislim, da je tu ta protokolarna paluba. Aha. Se pravi, tle bi bili kakšni sestanki, ja. Pa tudi, recimo, tudi kakšne pogostitve mogoče. Ni oficirska kantina, ker so bile mize drugače. So bile drugače. Mislim, da je bolj protokolarna. No, počakamo, če se bo zavrtelo še naprej. Ali moram kakšno... Ne, evo ga, tako. Ja, to je tu, ne. Super, je to že obnovljeno, ne? Tako, to je obnovljeno. To je na temu Pomolu. Na temu Pomolu je zdaj privezan. Tako reče, oval obranjen. Ja. Zdaj, debate so, da bi šlo za javno-zasebno partnerstvo, se pravi, da bi država s svojim muzejem skrbela za Halepov vstopnino in tako. Gostinski del ne bi pa iskali zasebno najemnika oziroma ponudnika teh storitev, tako da morda boš pa spet priliko, da greš kuhat na Halep. Šel, dajte na roko, ni problema. Se upam tudi še tam gledati, kaj vidimo, evo, tu je zdaj pa bolj iz tvojih časov. Tako, ja. Se pravi, tukaj... Tu mi je ostalo v spomini, so vojaki, smo rekli, na ves. Kadar se je upravljavalo, oziroma kadar se je vezalo, se je komplet posadka postavila pač... To so bili doživljaji enkratni. Kamor si prišel, recimo si ogledal, kako te ljudje pozdravljajo. To je bilo res lepo. Se morda spomniš, zdaj smo koliko je bilo lahko potnikov, ampak tega osebja, ko vas je bilo na Halepi, zato da je ladja sploh bila funkcionalna, koliko približno je bilo ljudi moralo? Posadka je bilo tam, pač, kakor je bilo, bi rekel, kakor je bila generacija, oziroma kakor so hodili domov, je bilo pa tam okoli 120, mislim. Okrog 120? Ja, oficeri. To je že kar ena lepa firma. Ja, super. No, recimo, če to v vezi s posadko, če vidimo te prostore spodaj, tukaj so bili vojaški prostori, vidiš po 3 ali pa 4 okenca. To je bil vsak prostor posebej, ta 3 okenca so bila recimo za... Morda, če kar tam pokažeš, da bojo gledalci videli, ker to na računalnik vidimo sami dva. Tako po 3 okenca. Po 3 okenca so hodili. Čakaj, kaj se je sklopil pred separatizmom, veš? Vidimo, tu so bili prostori. No, zanimivo, da v takem prostoru, kaj so imeli 4x4, recimo prostor, noter je bilo tam
18 postelj. 18 postelj. Se pravi, postelj so na verigah vesele, ne, se je v bistvu, oziroma zvilo na verigo in bolj zvečer, ali pa, kadar je bilo treba, se je zvilo, bolj za spat se je spustilo 13 rok. 13 rok postelj. Se spomniš, da bi imel težave, da je kakšno nemirno morje ali kaj? Ne, jaz osebno ne, res meni ni, da kaj posebej škodilo. Vem pa, da so, recimo, so ukrcali vojake, jih tako prekomando, pa so bili sam 3 dni, pa ni zdržal. Ni zdržal. In so ga, recimo, v naslednji luki so ga štrcali. So ga zamenjali, ne? Bi rekel, skoraj trpeli so, no, določeni. Nisem bil od tega, ne? Navajeni. No, zdaj pogledaj še naprej slikco, no, evo, ta je tudi zanimiva. Lahko nam poveš te uniforme, kako je tu izgledalo, kadar ste šli v grad, je bila tu ista, je bila... Ja, to je bila uniforma, zdaj ne vem, tukaj sem se menda oblekel sam za slikat, ker vidim, da je majčka ni jih ta najboljša. Moram pa tu povedati, da ko se je šlo v mestu, če nisi imel, tukaj vidiš, ne, črta s pejglano, če ni bila ena črta, tako ko se šega, nisi šel v mesto. Nobene debate. Tudi se več že prej. Ko šečeri. Ja, šlikte. Samo ustavljali ste se. No, jaz kukar sem imel ta privilegij, da sem jim uvezal s krojačem, ne, da mi je on popeglo. Tako je treba. Ja, seveda, samo tle se je hodilo v lepa obalna mesta, tam so bile lepe punce. Tudi. Ja, niste mogli biti pomačkljane, ne? Dalmatinke. No, ma še zdaj hodeš na to Dalmacijo, tako da to bo treba malo preveriti, ne? So še iste. So še iste, ko so bile te. Tako, evo. To je, mislim, da, ne mislim, to je v reko. Se pojavljava v luko, v civilno luko v reko. V civilni luki v reko, ja. Evo, se tukaj za nam. Ja. Pokažemo. Ja, lepi spomeni. Točno kaj, kako, takrat sem spomnil. No, se pa tukaj lepo vidi, recimo, tvoj pogled na samo mesto, malo preizdignjena je zadeva, ljudje te vidijo. To je spomeniška mosta, to mi je prijatelj dal sliko, ki je bil med navigatorjem na slici. Je tako, lepo je videti, kada ti ljudje maha. Pravim, to je bil doživljaj, nekaj lepa. Reka je bila tudi ena od točk in postojank seveda za prevoz vojakov. Prvo reko. Ali je bilo to bilo res? Bilo redko. No, tle tudi ena družbica spravo. Tle smo, bi rekel, tu je sam slovenska posadka, kar nas je v Slovencu. Ste se grupirali? Ma, tudi, ja. Nismo pa vsi. Moram reči, da mi je bilo... Ja, tudi Slovencev je bilo. Kar sem imel glede na povprečje, mislim, po narodnosti, da je bilo Slovencev kar dosti. Ja. Recimo tam... Podmorničarjem jih je bilo precej. Ja, pri takmi števili, recimo tudi do 20 sem. To je lepa števila. Ja, je bilo pa dosti, verjetno so bili bolj sposobni, dosti bilo pri navigaciji zraven tudi, pa pri vezih tudi. Pri vezih pa navigaciji, ja. Zaradi moramo več tehničnih šol v našem kraju, se imeli več šanse, da pridejo na lepa, ne? Ali pa tako kot ti, ko si bil že... Ja, verjetno so neki tudi zbrali, kar se tega tiče. Na tak način, da se zbirali. Pa si še s komu stikal v maskarsko šolce? Ne, žal, rad bi še kakšnega srečo, kaj se pomenil. Moramo pa zdaj prilika, ko bo Galep obnovljen, da se bo morda še kakšen tako nekaj. Drugače, sem tudi tam v tisti skupini, školski broj zdaj. Tudi kakšni Slovenci, sam iz tistega leta pa nisem. Da bi probal še dobro. Zdaj, tudi spet ena ekipca. No, to je ekipca iz kantine, podoficirske. Verjetno jo pokusili, smo šli malo se družiti. To je oni počitek. Ja, to je to. Ja, lepi spomeni, seveda si na vsako mladost. To je pač nekaj tazga, ki te ostane celo življenje. Tako, kaj pa klepi? To je v sami kuhni. Ta sovojak sva pač šla, menda isto generacijo. Sva tudi v Izoli skupaj, v šoli.
je pa iz Istre, nekje vanju. Se spomniš, Brane, tukaj vidim razne priprave, je bil Galeb dobro opremljen s temi stvarmi? Je mogo biti. Je bila kuhna, kompletno opremljena, vsi stroji, celo kvato je bil velik, štedilniki in kar zanimivost, recimo na ladji je bil na štedilniki tudi pač kovinski križ, tako da si dal noter kozice, da se ni tu lovilo. Pa v glavnem so mogli biti na polnem polju. Se pravi, če se prav razumem, ste kompletno stvar, kar je ladja, mislim, kar so vojake rabijo dogajec, mogli nekaj, tudi kruh. Pekarna je bila redno, morda v Spliti je tudi prišel kruh iz vojašnice, samo v plovbi se je začelo, že kukar je izplovilo, kukar je ladja izplovila, se je mesel kruh, sladice, recimo pri hrani obvezna je bila hrana prve klase. Obvezno se je peklo sladico, vsaj eno okrog. Dolgo sem tudi jaz peklo sladice, zadnje 4-5 mesecev. Sem v glavnem sam sladice bil. Vse, kremšnite, pite, princeske, vse se delo. Vse. No, tam tega tudi slačičarna je bila, ta naš civil majster je delal sladoled poleti. Redno poleti v vročini. Po delu, pač v posadki. V posadki sladoled. Se morda spomniš, koliko časa si bil na Galebu vse skupaj? Bil sem od decembra 82 do novembra, 10. novembra 83. Se pravi, 11 mesecev. 11 mesecev. Plus prej 3 mesecev. Pa sem dobil značko, takrat je bilo šel še dosti prej. 15 dni ti je pripadalo na značko. Sam sem mogel en teden pred koncem roka, sem mogel sem mogel skoristiti, pa priti nazaj, pa zdaj ne vem, zakaj bi bil dobro. Tako je bilo. Kot vemo, ene stvari niso bile dobre. Tukaj spet en del ekica, tudi verjetno spet ta slovenska družba. No, zanimivo, tukaj vidim sta dva, dvojčko je bilo tudi, ker tudi tle od slovenske ekipe sta bila dvojčka. Vem, da sam se spomnim 4 parov. Tu mi je bilo tudi zanimivo. 4 pari dvojčke so bili v roku. In so jih dali skrbno? Verjetno, Niso teli dvojčki med sabo. Tudi tu je ena interesantna stvar, čo nikoli ne bi pomislil. Kaj pa, ne? Si dvojčkoma oba dvojstva pozil, pa oba razpajel. Tako da tudi smo se zavrteli nazaj okoli. Brane, za konc seveda nam ostaja neka taka obljuba, da gremo skupaj za Galeba, kada bo. Če ne, pa upam, da bo prilika, da morda kdaj naredimo tudi tukaj kakšno kuharsko prireditev, pa nam boš morda znov takrat predstavljati kakšno jedinsko delo. Najlepša hvala za pogovor, za obisk. Lepo pozdravljamo poslušalce tukaj in pa na našem prenosu na Facebooku. Najlepša hvala in lep pozdrav.